Gremo nazaj pred državni zbor. Tam se z ognjem bori več kot 500 gasilcev. Latoja ima pred mikrofonom 2 iz posebne štajerske enote. Tako je, tukaj z mano sta 2 neustrašna gasilca, gospoda Jerovšek in Pukšič. Že lahko povesta, kakšna je približna gmotna škoda? Katastrofa, kar na jokanje mi gre. Komandatom, sva preživela to notri, zdaj pa tole. Težko je tako na hitro oceniti škodo. Vi veste, koliko lepih fresk, drugih slik je tu notri. Sami originali. To je katastrofa za cel slovenski narod. Še ko sem v klavnici delal, mi ni bilo pol tako hudo. Kaj sploh gasilci še lahko naredite? Ogenj je vse močnejši, meni je ful vroče. Kaj naj naredimo? Nič ne moremo. Počakali bomo, za koga se bojo odločili gledalci, pa gremo reševati, kaj bomo. Ali poslance, ali pa mačko. Se opravičujem, iz režije so mi pravkar sporočili, da so se gledalci v nagradni igri z veliko večino odločili, da se najprej reši mačka. Super! Ja, ampak med tem je prišla tudi novica, da so se nepovezani poslanci sami rešili skozi vhod na Šubičevi ulici. Novice kar dežujejo. Pravkar smo iz kriznega štaba SDS dobili informacijo, da so našli svojega najmlajšega poslanca Mahniča. Poglejmo, kje se je skrival. Not je bilo zelo nevaren, saj se pa nisem bal, ker vem, kaj je treba narediti, če je požar. Ko sem gledal vse risanke od gasilca Samota, pa Lego kocka imam tudi gasilsko postajo doma, pa za maškarja sem tudi bil gasilc in znam viv narediti, koliko dela sirena na gasilskem avtu. Policisti in kriminalisti že vse od popoldneva kljub težkim razmeram intenzivno preiskujejo vzrok požara. V prostorih Ministrstva za notranje zadeve se je pravkar začela tiskovna konferenca ministrice Vesne Gjörko Žnidar. Lepo pozdravljeni. Vse bolj se nagibamo k zaključku, da je šlo v tem primeru za samovžig. Preiskava, ki smo jo opravili, je pokazala, da je požar po vsej verjetnosti zanetila iskrica, ki je preskočila med 2 poslancema. Trenutno sta oba pridržana. Več vam ne morem povedati, ker bi s tem lahko ogrozila potek preiskave. Bolj zgovorni so poslanci. Vidno pretreseni nad dogajanjem so nam zaupali, kaj bi po njihovem mnenju lahko povzročilo to katastrofo. Poglejmo nekaj izjav. V naši poslanski skupini smo vsi zelo pretreseni in zaskrbljeni. Videli smo, kaj se dogaja, a nihče ni pomislil, da so to nevarne igre, ki se lahko slabo končajo. Jaz sem mu enkrat lepo povedal, kolega, ne moreš biti desničar, prisegati na vrednote osamosvojitve, zraven pa jesti kaviar in padati na čar levice. Tu enostavno ne gre. Tragično je, da v 21. stoletju ena taka prepovedana ljubezen med levičarjem in desničarjem zakuri cel parlament, ampak vse se zgodi z razlogom in morda je zdaj čas, da zgradimo nov parlament na bolj zdravih temeljih. V naši stranki še naprej zagovarjamo tradicijo, zato menimo, da edini poslanski duet lahko sestavljata samo poslanec in poslanka, nikakor pa ne poslanec in poslanec. Še zadnjič nocoj poglejmo pred državni zbor, kjer je kolegica Latoja. Je kaj novega? Gasilci so uspešno rešili mačko, parlament še naprej gori, jaz pa sem dobila telefonsko številko od enega seksi reševalca. Toliko zaenkrat, Lorella. Hvala, Latoja.